Dober večer. Lepo pozdravljeni na drugem srečanju od zamisli do nagrade. Srečanja skupaj organizirata Fundacija Bruman in Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Današnje srečanje bo moderiral predsednik Fundacije Bruman, gospod Peter Skalar, in bom mu kar predal mikrofon, da predstavi današnje udeležence. Lepo pozdravljeni na drugem srečanju cikla predavanj od zamisli do nagrade. Mikrofon. Pardon? Ja. Hvala. Drugo srečanje nosi temo identiteta in podoba. Ta tema oziroma to srečanje pokriva 3 kategorije bienala vidnih sporočil Slovenije, in sicer znak, osnovni svet dopisnih tiskovin in celostna grafična podoba. Rekel bi rad, da nismo mogli povabiti vseh nagrajencev dosedanjih bienalov, teh področij, ki sem jih naštel. Povabili smo nagrajence predvsem zadnjih bienalov, se pravi vse nagrajence 5. bienala, naprej pa predvsem iz 4. in 3. bienala nagrajence z področja celostnih grafičnih podob. Bi kar predstavil sodelujoče. Najprej Jerneja Stritarja in Roberta Ilovarja iz studia Ilovar Stritar, ki sta dobila na 5. bienalu pohvalo za celostno grafično podobo Prima vina Styria Slovenije in pohvalo na 4. bienalu za celostno grafično podobo Neolab. Kar hiter naprej. Žiga Aljaž Zek je dobil Brumnovo nagrado na 5. bienalu za znak Ride with me. Hvala. Dalje, Boris Balant, studio Balant, Brumnovo nagrado na 3. bienalu za osnovni svet dopisnih tiskovin Lux Studio in pohvalo na 3. bienalu za celostno grafično podobo fonda skupaj s Primožem Pislekom. Nato Jagoda Jejčič, ki je dobila nagrado na 5. bienalu za osnovni svet dopisnih tiskovin Jagoda za lastne dopisne tiskovine. In nazadnje Primož Pislak, Lux Studio, ki je dobil Brumnovo nagrado na 5. bienalu za celostno grafično podobo Niti Niti in Brumovo nagrado na 4. bienalu skupaj z Leno Balant in Borisom Divjakom za celostno grafično podobo Situla in pohvalo na 3. bienalu za celostno grafično podobo fonda skupaj z Borisom Balantom. Rad bi še povedal to, seveda, da je na teh bienalih iz teh skupin, se pravi znak, dopisne tiskovine in celostne podobe, še več oblikovalcev dobilo nagrade, ne naštejem samo imena, da ne bom predolg. Nagrajenci so bili Barbara Hiti, Vladan Srdić, Ranko Novak, Gigo Design, Miha Grobler, Boris Divjak, Matevž Medja, še enkrat Gigo Design, Slavimir Stojanovič, že na 1. bienalu in Mina Žabnikar. Seveda jih je, kot vidite, toliko, da bi lahko v bistvu še eno tako srečanje naredili ali pa dva. Seveda te nagrajence, ki sem jih zdaj naštel, vabim, da se kasneje po posameznih predavanjih ali pa na koncu oglasijo k razpravi. Zdaj pa, ker je
predavateljev kar precej, tem velik, tema zelo zanimiva. Prepričan sem, da bo današnji večer zelo zanimiv, ker gre za zelo različne avtorje, različne projekte, različne poglede na temo teh predavanj. Bi kar začeli predavanji, začeli bi z Robertom Ilovarjem in Jernejem Stritarjem, kot sem rekel, iz Ilovar Stritar Studio, da jih na kratko predstavim. Oba sta ustanovitelja in lastnika oblikovalskega studija, ki na področju oblikovanja celostnih grafičnih podob prejel že več uglednih mednarodnih nagrad, med drugim kar 3-krat prestižno rdečo piko Red Dot Communication Design, bronasta kocko na Art Directors Clubu in 2 zlati medalji na International Design Award v Tajvanu. In bi zdaj besedo kar predal njim. Dobro večer, moje ime je Robert Ilovar, skupaj z Jernejem Stritarjem bo predstavljal nekaj celostnih podob, ki so v zadnjih letih nastale v našem studiu. Predtem bi pa samo na hitrico šli čez proces načrtovanja celostnih podob. Skratka, celostna podoba se začne z osnovnim izhodiščem, nadaljuje z raziskovanjem, to so neke stvari, ki jih večina vas že ve, ampak samo zato, da imamo celotno sliko, bi jih vseeno omenil. Nadaljuje se s projektnimi izhodišči, s konceptom ter izvedbo in upravljanjem. Na eni strani imamo v tem primeru iskanje problema, ki vodi do definiranja problema in še na koncu reševanje problema. To je dosti pomembno, ker včasih se misli, da je načrtovanje celostnih podob samo reševanje problema. V resnici ni tako, gre za kompleksen princip oziroma za kompleksno temo, ki hkrati odpira tudi druge probleme, ki se jih da rešiti s celostnimi podobami. Druga stvar, ki bi jo rad izpostavil tukaj, je, da osnovna izhodišča niso nujno ista tudi kot projektna izhodišča. Če gremo zdaj kar po vrsti, osnovno izhodišče se ponavadi začne z naročilom, to je osnovna definicija problema, potrebujemo nekaj. Redko so dobro premišljena in izčrpna, zaradi tega, ker enostavno ljudje, ki naročajo celostne podobe, se jim to zgodi enkrat v življenju, mogoče parkrat, ni pa to nekaj, kar bi na dnevni ravni potekalo. Niti ni nujno, da je izhodiščni problem tak, ki bi ga lahko rešila celostna podoba. Celostna podoba ne more pomagati prazniti skladišč, niti ne more pomagati urejati nekih odnosov znotraj podjetja, ki izhajajo na osebni ravni. V fazi raziskovanja je zelo pomemben izpostaviti odnos naročnika in oblikovalcev. V tej fazi se zgradi pravzaprav ta odnos, ki temelji na zaupanju in pomaga pri tem, da je projekt bolj ali pa manj uspešen. O tem bo več povedal Primož, ampak je pomembno zavedanje o pomembnosti skupnih ciljev, ker je konec koncev to tisto, kar definira kakovost končnega projekta. Sama analiza, kako poteka, so pravzaprav neke metodologije, ki jih ima vsak oblikovalec studio ali pa agencija razvite. Sama pomemben je tukaj tudi kontekst. Predvsem se vedno na vsaki točki vprašati, če je definiran problem res pravi problem, tisti, ki se ga rešuje, kaj so simptomi in kaj so realni problemi in kaj lahko celostna podoba poleg vprašanja vidne pojavnosti še reši. Na podlagi tega se šele pride do projektnih izhodišč. Ta so zastavljena tako, da je problem definiran na tak način, da omogoča primerno rešitev. Sledi koncept, kar pomeni osnovni elementi celostne podobe, ki so definirani in prikazani na preverjeni na najpomembnejših vidnih sporočilih. Te osnovni elementi so v sklopu celostne podobe znak, tipografski sistem, barvni sistem, kompozicijski princip in 5. element oziroma dodatni identifikacijski elementi. Zdaj, ko so z Jernejem gledali, kako bi predstavljala pravzaprav te projekte, so jih dala v 2 sklopa. Prvi sklop so tiste celostne podobe, ki bazirajo na razvoju likovnega jezika in tvorijo nove identifikacijske elemente. Drugi sklop je pa znak kot okvir za različna sporočila. Če gremo zdaj kar naprej do prvega sklopa celostnih podob, torej celostna podoba kot likovni jezik, najprej Neolab.
Če še enkrat pogledamo proces, so nekaj bila osnovna izhodišča, drugo pa so bila projektna izhodišča. Osnovna izhodišča pri tem projektu je bilo pravzaprav osnovno naročilo Znak in spletna stran za podjetje z področja IT. Jaz moram priznati, da ta projekt tekel več kot 2 leti in vmes se je tudi ekipa, ki je kasneje tvorila podjetje Neolab, malo spreminjala oziroma spreminjala svoje ambicije. V tem času smo skupaj prišli do nekih stvari v fazi analize, ki so kasneje tvorila projektna izhodišča. Tukaj bi izpostavil predvsem to, da se skozi celostno podobo lahko prikaže način in procesa dela, se odmakne od klišejev v IT panogi, takrat, ko je bilo to delano, so bili klišeji v IT panogi predvsem Web 2.0 dizajn in pa izpostaviti posameznika kot najpomembnejši del podjetja, glede na to, da gre za malo podjetje, se to da. To je primer neke splošne slike oziroma nekih aplikacij, primerov uporabe celostne podobe Neolab. Glavni gradniki so pravzaprav znak in dodaten element, ki je pravzaprav fleksibilen oziroma je neka ilustracija živali. To pomeni, da ta žival je pravzaprav vsakič druga in na vsakih materialih oziroma na vsakih vidnih sporočilih je drugačna in temu prilagojena. Tako kot sem prej rekel, stvar je narejena tako, da se lahko vidi nek proces njihovega delovanja. In je pravzaprav bil razvit nek prikaz ekosistema, ki govori o tem, s čim se oni ukvarjajo in kaj pravzaprav počnejo, na kakšen način. Tvorjenje teh dodatnih elementov je dosti preprosto. Te elementi se tvorijo z združevanjem 3 različnih živali v eno in naknadno s pikselizacijo od leve proti desni, kar nakazuje njihovo usmerjenost oziroma področje delovanja. To so primeri različnih znakov, ki različno funkcionirajo. Na vsaki vizitki je svoj motiv, na vsakem elementu celostne podobe je tudi svoj motiv, se pravi na dopisnem listu je nekaj, kar je križanec med sovo in psom in tako naprej. Vse je pravzaprav narejeno na ta način. Tako da pravzaprav postane ta celostna podoba nek svoj svet v malem. Njihovo glavno poslanstvo je pravzaprav ustvarjanje novih svetov na spletu. Druga celostna podoba je festivala slovenskega filma, kjer so bila spet osnovna izhodišča drugačna kot projektna izhodišča. Pri teh smo skušali pokazati moderen pristop, dvigati zavedanje v slovenski kulturi brez stereotipne predstave in pa razviti sistem, ki omogoča čim manjše stroške vsakoletnega izvajanja. Princip je bil tak, da smo v osnovi vzeli črke, ki so značilne za posamezne slovanske jezike in te črke naknadno dali v nek motiv. To je motiv filmskega traku. Hkrati so bili pa razviti tudi drugi motivi, ki nakazujejo na to, za kakšen tip festivala gre. Glede na to, da so bile vse tiskovine, ki se jih je dal narediti z različnimi motivi, so bile printane in so bili zato stroški pravzaprav nični. Tako to ni bila težava, da bi zdaj podoba z različnimi motivi bila, ne vem, neekonomična. Tukaj so primeri nekih izpeljav in to je znak festivala slovenskega filma, ki je pravzaprav izpeljava tega glavnega motiva. Kroven nosilec je še vedno motiv in če pogledamo, je prvi festival v nekem primeru izgleda tako in sistem je bil razvit tako, da se za vsako leto lahko menja motiv oziroma barva ter ozadje, kljub temu pa osnova kompozicijska struktura ostaja enaka in s tem drži podobo festivala enotno. To je kot primer nekega festivala naslednje leto, čez 2 leti. 4. bienale vidnih sporočil Slovenije.
Skušali smo izpostaviti raznolikost področja oblikovanja, kljub temu ohraniti prepoznavnost celote. Pogoj je bil seveda, da ostanemo pri preprostosti, kar se tiče barv, in gremo v kompleksnost, kar se tiče motivov in izpeljav. Na levi strani zgoraj je znak 4. bienala vidnih sporočil. Pretekla bienala so vsa imela toliko pik, kot je bilo številka bienala, razen 3., ampak kakorkoli, tukaj smo ostali na isti logiki, smo pa naprej izpeljali nek likovni jezik, ki izhaja iz znaka fundacije Bruman. On je narejen v točkovnem rastru. Znak bienale sem že povedal prej. Barve smo se omejili na belo, srebrno in črno in izbrali smo črkovno družino Stack. Črkovna vrsta Stack Bold Dot je narejena iz točkovnega rastra, kar pomeni, da smo ga izpeljali v 3 različne sivinske vrednosti, kar se tiče velikosti pik oziroma gostote rastra. Iz tega smo naredili nek princip ilustracij. Skupaj je bilo razvitih 24 ilustracij plus dodatne izpeljave za različne oglase. Te stvari so bile narejene v 3 barvah, oziroma siva, črna, bela, Photoshop, pixel po pixel. Za vse ilustracije. Naknadno so bile preko skripte v vektorskem programu transformirane v točke in velikost teh točk je bila taka na 1:1, da je to v tipografiji Stack Bold Dot na 63 pikah se popolnoma pokrivalo. To je primer neke likovne interpretacije skozi ta likovni jezik. So primeri izpeljav kataloga vabil in table v Narodni galeriji na dogodku. Zdaj pa Jernej povedal več o drugem sklopu celostnih podob od studija. Živijo, jaz sem Jernej Stritar, kot ste najbolj že ugotovili, glede na to, da nisem Robert Tilovar. Robert je pozabil povedati to, da v bistvu govorimo o dinamičnih celostnih podobah. Se pravi, vse, kar predstavljava, so dinamične celostne podobe, o katerih boste slišali še več od ostalih sodelujočih. Jaz bi spet predstavil, tako kot Robert, 3 naše projekte, za katere je pa značilno, da se ta dinamičnost v bistvu dogaja v znaku. Se pravi, znak je okvir. Zato prva celostna podoba je za pristop, se pravi, pristop je prenovil celostno podobo lansko poletje in nas je pač povabil, da to naredimo. Zdaj je osnovna pač izhodišča, gre za največjo oklaševalsko agencijo od Dunaja do Soluna, ali kako nekako. Zdaj za nas je bilo pa bolj pomembno to, da naredimo nek dost rigiden in odprt sistem, ki omogoča dodajanje nekih novih družb, ki omogoča dodajanje nekih novih dejavnosti. In hkrati, da še bolj pojasnim na tem primeru, mi smo jim želeli vzpostaviti okvir. Se pravi, nek okvir, ki pač ponazarja neko korporativnost, neko monolitnost, tudi recimo neko prepoznavnost, ki se ga pa da napolniti z neko vsebino. In potem smo si zastavili neko osnovno vprašanje, ali obstajajo v tej firmi se pravi znanje, izkušnje in neke in-house možnosti za pač polnjenje teh vsebin. To poudarjam zato, ker gre za čisto specifičnega klienta, ki ima neko specifično možnost, ki jo drugi nimajo. In če na to vprašanje odgovorimo da, potem lahko v bistvu to vsebino napolnimo z različno dinamično vsebino, se pravi, ki izraža fleksibilnost, dinamičnost, raznolikost in seveda duh časa. Zdaj, star znak pristopa je pač tak. Zakaj je tak, kaj smo tukaj videli, tukaj se jaz ne bi spuščal, če bo kakšno vprašanje, potem ga bomo z veseljem odgovorili.
Na neki črkovni ravni smo prišli spet na podobno zgodbo in potem smo to spravili v ta tako imenovani okvir oziroma enotni prostor. In seveda, ne, kot rečeno, ne, ta okvir lahko napolnimo z različno vsebino. Se pravi, tukaj imamo primer neke prezentacije od pristopa, kjer bi oni lahko recimo to vsebino napolnili z neko njihovo celostno podobo za kaj je to, Mercatorja. Seveda smo tudi zagotovili pač nek pogled na neki bolj taki korporativni ravni, kjer se to polne pač z različno vsebino. In seveda ta okvir se mi zdi tudi perfektno nudi neke možnosti za gibljive slike. No, kot rečeno, tukaj je sistem bolj pojasnen. Zdaj, naslednji projekt je Mao, to je hiša, v kateri smo zdaj. Jasno, spet po tem matriki, izhodišče gre za celostno podobo muzeja za arhitekturo in oblikovanje. In spet ne, lotevali smo se dinamične celostne podobe, ne iz tega stališča, ker bi bilo to silno modno pa fajn, čeprav tudi to je res, ne, ampak ker tudi ta muzej ima podobno potrebo kot prej pristop, se pravi zagotoviti nek okvir, ki ga polnimo z različnimi vsebinami. In zdaj pri samem znaku smo razmišljali takole, če imamo nek načrt, a ga lahko črkovno interpretiramo tako. Če imamo neko arhitekturo, a bi se dalo to recimo črkovno interpretirati to. In če imamo nek proces, a bi se ga dalo črkovno interpretirati tako. In dobimo znak, dobimo podpis in potem recimo različne dinamične interpretacije tega znaka. So pač možne. In glavno je to, da to v bistvu golo formo ali pa golo vsebino napolnimo z nekimi dejanskimi projekti oziroma nekimi dejanskimi razstavnimi eksponati, razstavami in podobnimi stvarmi. In seveda potem lahko na podlagi te dinamične kompozicije generiramo različne vsebine, kot recimo tamle čez primer, recimo kaj jaz vem, hrvaški dizajn ali pa retrospektivna razstava Liculja in tako. Zdaj, tretji projekt je natečajni projekt, na katerem smo zasedli drugo mesto, ne prvo, se pravi, ni bil zbran, je za najdi.si, kot veste, znani slovenski spletni iskalnik. Spet ne, želeli smo, glede na izhodišče, ki smo ga imeli, omogočiti neko širjenje proti jugu, takrat so nam pač rekli, da to želijo, ampak potem so se oni širili nekam drugam, se pravi, nekdo jih je kupil. No, prišli smo do nekega znaka, ki potem pač neka takšna puščica, recimo v nekem primeru tega indusiranja na neke odvisne družbe deluje po znanem principu, ker ga recimo vidimo tudi pri Googlu ali pa pri podobnih. Zdaj, tukaj je primer nekih plakatov oziroma oglasov, kjer spet znak zavzema neko funkcijo dinamične kompozicije oziroma polnjenja neke vsebine. To je to. Zdaj pa še tole na koncu. To sva z Robertom zelo razmišljala, a bi v bistvu pokazala, ampak ne vse zadnje. Če smo profesionalci, recimo smo profesionalen studio, ok, čas je važen, denar tudi, pa tudi za nagrade nam ni čisto vseeno. In sva se odločila, da bova naredila nek pregled, neko inventuro vseh teh projektov. Recimo, če pogledamo pri festivalu slovanskega filma, je pač situacija taka. Zdaj pri nagradah pa takšna. Zdaj pri tem času bi upozoril, da ta graf ne kaže
dejansko čas, ki smo ga mi porabili za neko zasnovo oziroma za sam dizajn, ampak bolj kaže to, koliko je bil projekt obsežen. Se pravi, tisti projekti, ki so bili bolj obsežni, ki smo porabili več časa, zanj bodo imeli pač večjo to pojavnost. Ne. Recimo pri Neolabu je situacija malo bolj drugačna. Pri Bionalu vidim sporočil, ne, spet. Ne. Pristop ne plača tako dobro, kot izgleda. Ne. Malo, ne, no, ja. Najdi.si, ne, vidite, ne, včasih splača tudi zastonj delati. Pa hvala za pozornost. Zdaj, to bi še rekel, da bi bilo najboljše, ne, in bi vas povabil, da bi kar postavili vprašanje po vsakem predavanju, ker je preveč predavateljev in tem, da bi potem na koncu vsa vprašanja bila na koncu, ker boste pozabili in bi prosil kar za vprašanja, če je zdaj kakšno Robertu in Jerneju. Bom prinesel tale mikrofon, če bo potreben. No, sem dol. Ja, evo. Mene bi samo zanimalo, ker ste govorili o osnovnih izhodiščih, pa potem o izhodiščih za projekt, ne, ste rekla, da se zelo razlikujejo. Me zanima, če ta osnovna izhodišča, ki ste jih imela povedala zdaj ali pa dala na screen, a to so bili vsi podatki, ki so vam jih naročniki dali za to, da ste začeli projekt, recimo, ko ste imeli samo, ne vem, pri pristopu je bilo samo to, da je to največja agencija južno-vzhodne Evrope, ali pa pri, ne vem, pri Mautu, da je to pač inštitucija z tega področja. Ne, gor so dala samo povzetke. Jasno je, da mislim v izhodiščnem problemu, ne, konkretno pri pristopu, je bilo ves balast, ki je, kaj smo, kaj hočemo, kaj je naše poslanstvo, kaj je naša vizija. Ampak naknadno se je pa skristaliziralo, da kar se tiče same organizacije, ne, niso stvari toliko jasne. Tukaj je bil največji gap. Pravzaprav. To pomeni, da oni niso vedeli, kako hitro se bodo širili, kam se bodo širili, kako bodo dejavnosti ukinjali in kako jih bodo odpirali. In to je tisto, kar je bilo pokazano levo in desno. Ne. In tukaj pri pristopu konkretno je tudi eden izmed odgovorov, zakaj je bil odprt znak, je bil ravno to. Niso mogli narediti trdnega sistema, kakšen je odnos med hčerinskimi družbami oziroma med dejavnostmi in med krovno organizacijo. A sem odgovoril? Ja. Še kdo, prosim? Kar korajžen, prosim. Zdaj je čas za zanimivo debato. Če ne bi jaz postavil vprašanje, da Jernej je tako omenil ali namignil, da te govorijo o dinamičnih podobah, ne. Včasih rečemo temu tudi odprte podobe, fleksibilne podobe. To je vsekakor neka tendenca, ki se je v zadnjem obdobju zelo razvila. Vprašal bi, predvsem recimo, če pomislim na Neolab, ali to predstavlja taka odprtost, dinamičnost, še poseben problem pri vpeljavi celostne podobe in pri vzdrževanju celostne podobe in konkretno, a to pri Neolabu recimo še vedno po ne vem koliko časa že živi ta celostna podoba, še zmeraj ta fleksibilnost živi in na kakšen način živi in se to razvija? Lahko jaz kar za Neolab odgovorim. Tukaj je bilo tako, da oni so imeli namen, ne, da ne večajo podjetja, ampak da večajo kakovost njihovega dela.
To je bil nek osnoven namen, ki je bil tukaj zelo pomemben, zaradi tega, ker smo lahko šli v tako celostno podobo. Ker če bi imeli drugačen namen, drugačne ambicije, bi bilo to nekaj, kar je bilo pravzaprav, kar je bil velik strošek. Ampak v teh letih, zdaj je to, mislim, 4 leta je celostna podoba delujoča, ni bilo pravzaprav nobenega vprašanja oziroma nobenega večjega problema, niti kar se tiče upravljanja z njo. Hvala lepa. Pa to še, kdo to upravlja zdaj, ker vendarle to fleksibilnost mora nekdo upravljati? Komunikacijske potrebe so relativno nizke, kar pomeni, da osnovne tiskovine oziroma vse, kar je natisano, se enostavno samo dopolnjuje. Poleg tega sta se v 4 letih zaposlila 2 človeka, to pomeni 2 nove vizitki več. Kar se pa tiče spletnega upravljanja, je pa pravzaprav vse prepuščeno guidelinom, ki jih ima Facebook ali pa Twitter, tako da tukaj ni veliko možnosti, ne, da bi šlo karkoli narobe. Se pravi, da lahko v tem primeru govorimo ne o povsem odprtem sistemu, ne, ki se spreminja in generira neprestano, ampak o nekem omejenem dinamičnem sistemu, ki je v začetku fiksiran in potem... Ja, Jernej je rekel, prej nisem omenil, da je to dinamično, ne, ampak nalašč nisem zaradi tega, ker ni. Omenil sem jo kot podobo, kjer je nosilc identifikacijski glavni, ne, je pravzaprav likovni jezik in ne znak. In v tem kontekstu je to bistveno. Hvala lepa. Ma še kdo, kakšno vprašanje, prosim? Če ne, bi šli kar naprej. Naslednji je na vrsti na moji levi Žiga Aljaž Zek, dobitnik Brumnove nagrade na 5. Bienalu vidnih sporočil Slovenije za znak, ki živi predvsem v digitalnem svetu. Je član kolektiva Zek, skupine samostojnih ustvarjalcev na področju grafičnega in industrijskega oblikovanja, ilustracije, ulične umetnosti in grafitov, katerih delo je vse bolj mednarodno prepoznano. Hvala lepa. Moje ime je Žiga Aljaž. Identiteta, ki jo bom predstavil, je značilna po tem, ker deluje v specifičnem okolju in to je Facebook. In bi najprej predstavil, kaj sploh Ride with me je. To je skupnost za ponudbo in povpraševanje o prevozih, to zdaj berem tle, na koncerte v domovini ter njeni bližnji in daljni okolici. Ride with me obstaja že od leta 2008 in je na začetku bil ustvarjan na Last.fm, to je neko družabno omrežje, in se je potem preselil na Facebook. In posebnost je, kot sem rekel, to, da živi na Facebooku in identiteta je mogla biti pripravljena tako, da deluje v tem okolju. Torej, kot sem rekel, delovanje znotraj Facebook okolja, to pomeni, da razmišljamo o tem, kakšni kanali so tudi znotraj Facebooka, recimo eventi, Facebook profilke, ne vem, spletni postri in tako, kar bom še pol pokazal. In mora biti celostna podoba enostavna in hitra za uporabo, ne. Še vedno sem jaz tukaj tak, ki upravlja to podobo in zato sem si tako nastavil, da čim hitreje lahko to štimam, ne. Želja je bila tudi po distinktivnem in unikatnem vizualnem jeziku, kar bomo tudi videli, zakaj, ne, ker na Facebooku hitro informacije letijo okoli in še celo bolj kot pač v zunanjem okolju, ki je tudi zelo onesnažen, ne. Recimo newsfeed se non-stop menja in tudi profilke se skozi menjajo in ljudje so že navajeni tega, da se informacije vizualne skozi menjavajo. In zato gremo na koncept. Ride with me pomeni v bistvu peljite se z nami, ne, in sem pač probal dobiti noter v samem logotipu že to, kaj se dogaja in kam ta logotip pelje, ne. To pomeni Ride with me na koncert, recimo potem že neka oblikovana podoba, osnovna, krovna. Peljite se z nami na koncert Kings of Leon, ki je pol odpadel.
veliko teh koncertov odpade, ker je organizacija, organizirati morajo člani sami, ne. Zdaj, kakšen je potek izbire teh logotipov? Zato, da gre čim hitreje skozi, grem na Google Images, vzamem naredim mali research, recimo, kakšen logotip band uporablja, ponovadi je to zelo mešano, ampak nekako si naredim neko podobo, kako naj bi ta band deloval, kakšno identiteto naj bi imel in kakšno barvo nekako uporablja, ker se mi zdi to nek moment, kjer ta identiteta lahko živi zelo raznoliko, ne. In potem nastane nekaj takega, v bistvu nek, ko se reče, skupen element nastane iz dveh tipografij in čeprav je to, mislim, rečemo še vedno to, da je nek tipografski logotip, ne, oziroma logotip. Zdaj, ker ima Facebook okolje to specifiko, da recimo na eventih uporabljamo pokončne slike, se potem tudi logotip na ta način prilagaja, kar je zelo lahko glede na to, kako je delan, ker je programsko narejen ta, ko se reče, nek morf med dvema oblikama, ne, zato ni to noben problem. Tako da temu bi lahko tudi rekli nek dinamičen logotip, ne, tako kot smo prej govorili. Potem sekundarne informacije, ki so, kje je koncert in kdaj je koncert, se pojavljajo na nekem takem, kako bi rekli, internetnem plakatu, ki je objavljen potem pod eventom in na samem profilu. Tukaj so primeri, kako deluje ta logotip v svoji dinamiki, ne, in kako te tipografije v bistvu še vedno skupaj pašejo, ker jih veže ta skupni del, ta, ne vem, kako temu reči, to je nek, ne vem, kaj je to. Tle pa poseben primer, ko se ni uporabljala v samem logotipu, ko se ni uporabljala lokacija, ampak najbolj pomembna informacija, ki je bila 3, ker je bila to zabava ob 3-letnici, ne. In zakaj to je posebno tudi zato, ker je to edini primer, ko se je ta identiteta pojavila zunaj Facebooka, ne. Na koncu je bil naprintan tale flyer, ta desen, ker ni bilo denarja. To je recimo to o tem delu, zdaj bi pa še pokazal na enem primeru, naprimer na nekih slovenskih prijateljih, ki se tudi ukvarjajo z eventi, kako oni naprimer na dober način izkoriščajo Facebook kot promocijsko orodje, ne, ker je poceni, ker je efektivno, vsak od njih si vedno da profilko od eventa, ki ga takrat imajo in so vedno raznolike. Kar je treba tukaj vedno paziti, je to, da ne spamaš, ker čim spamaš, si na črni listi svojih prijateljev in fanov, uporabnikov, kogarkoli. Tako da moraš zelo paziti, da si opazen, pa da nisi vsiljiv še vedno, ne. Pa bi vas pa še povabil 2012, ZEG 2012, to je razstava, ki jo pripravljamo 11.5. pod Argentinskim parkom v Zaklonišču. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa, Aljaž. Prosim za vprašanja. Kakšno spodbudno vprašanje, spodbudno mnenje, lahko tudi provokativno. No. Nihče ni na Facebooku, jaz gledam. Jaz bi pričakoval, glede na to, da ste predvsem mladi, da so na Facebooku. Ja, nič. Če ni vprašanj zdajle, bojo mogoče kasneje. Ja. Ja. Potem bi šli kar naprej, da ne zgubljamo časa. Naslednji je Boris Balant, Atelje Balant, ki je soustanovitelj bil tudi
Studia Lux, ustanovitelj in kreativni vodja Ateljeja Balant, svetovalec za znamčenje, dobitnik uglednih nagrad, tako za zahtevne sistemske, kot za na oko preproste, kreativne, celostne podobe. Boris. Dobro večer, jaz sem Boris Balant in bi rad predstavil en projekt našega studia, ki je sicer rahlo specifičen, jaz takih stvari običajno ne kažem preveč rad naokrog, ker prvič ni do konca narejen, drugič ni bil izbran na natečaju, ampak je bil, ne vem pač koliko je bil. Se mi zdi pa zaradi enih drugih stvari zelo zanimiv, pa sem se odločil, da bom tega danes pokazal. Gre pa za predlog celostne podobe Maribor 2012. Majhen uvoda moram narediti tlele, se pravi, naša politika do natečajev je itak na našem pageu piše, da jih pač ne delamo. Vsake toliko cajta naredimo kakšno izjemo, zato da potrdimo pravilo, no, in to je bil eden tak. Enega lepega dne smo dobili na mail eno zelo prijazno vabilo, če bi se hoteli udeležiti natečaja za ta projekt. V bistvu zato, da smo se odločili, je prevladal pravzaprav en pisem, ki je bil zraven, to je bil program od Tomaža Pandurja, ki je bil takrat programski direktor, pa predvsem to, kar je v tem programu pravzaprav zelo natančno izpostavil probleme, ki jih Maribor ima, in ker je imel eno tako zelo zanimivo, potem bo rekel, digitalno vizijo za ta nesrečen Maribor in se nam je zdelo pravzaprav zanimivo pri tem sodelovati pa pomagati. Tako da smo se pa odločili, da bomo to delali. Situacija, ki je bila takrat, v bistvu to je bil njihov obstoječ logotip, s katerim pravzaprav niso bili zadovoljni po njihovem in so hoteli nekaj drugega. To je dosti običajna praksa pri teh prestolnicah kulture, da začnejo z en, dokler so še tik. In ga potem, preden se ta zadeva začne zares, ga pol spremenijo. Mislim, tako da to so pol tudi tlele probali narediti. Časa je bilo tako smešno malo, mislim, da je bilo enih 10 dni dobrih, kar mi je bilo načeloma všeč, ker rad delam hiter, plus sem takrat uvajal novo sodelavko, Andreja, in je bil to dober razlog, da sem dve muhi na en mah pač kresno, ne, kako se to reče. Poleg tega se mi je ideja porodila, osnovna ideja je prišla dosti hitro, tako da ni bilo tistega groznega mozga, ki je meni pri logotip ponavadi pri celostnih podobah obupen. Skratka, oni so hoteli na nek način to kontinuiteto obdržati, neke vrste kontinuiteta je bila zaželena in pa sem pač razmišljal nekaj v okviru teh krogov, teh žogic, morogic, mislim, in pa sem pač, pa smo pa delali malo researcha in sem, ker so pač ta program je bil zastavljen na nek način zelo moderno, vključeval ne bi nove medije, postindustrijsko družbo, pač to je bil tak, skratka, bilo je zelo inteligentno in zanimivo zastavljen. In sem nekako čez te kroge sem prišel v bistvu do ideje kaleidoskopa, ne. S tem, da sem ga, pač zadevo smo ločili na znak pa na logotip, ne. In sam znak, malo moram govoriti, pa vam ne bom še slik skazal, boste pol videli, zakaj pravzaprav gre, no. Znak sam kot tak nima v bistvu stalne forme, ampak bi imel osnovne parametre, definiral bi ga pa algoritem, ne, skratka znak ne bi imel priročnika, ampak aplikacijo, ki bi ga generirala in kontrolirala. Princip znaka je v bistvu digitalni kaleidoskop in ko sem šel gledati, kaj pravzaprav ta kaleidoskop, v bistvu to po grško, če tam spodaj piše, ne, je v bistvu pravzaprav pomeni opazovalec lepih form. Ta kaleidoskop je bil tam v 1800 pa še nekaj blazen hit v Angliji, to so imeli cele društva, pa tako, mislim, to je bilo zelo
zelo moderna forma takrat v tej industrijski družbi, kar se mi zdelo v bistvu tako zanimiva paradigma narediti v bistvu digitalen kaleidoskop. Se pravi, sam znak obstaja pravzaprav samo v potencialni obliki, je pravzaprav zbirka enih podob in šele, ko mu definiramo algoritem, pa velikost, pa namen uporabe, postane znak, kot tak. Mislim, ne vem, če se vidi prebrati, bom kar prebral. Znak odseva podobo kulture, umetnosti, ljudi, predmetov, mi mu določimo osnovno sliko, dodamo pa slučaj, se pravi, v bistvu algoritem oziroma slučaj, ki ga vsebuje. Vsaka nova aplikacija znaka ustvari nov znak. Znak se spreminja v času in prostoru, lahko je statičen, lahko je animiran. To se mi zdi zelo zanimivo, zaradi tega, ker je bilo velik poudarek, ne bi dali na digitalne pa spletne aplikacije, veliko komunikacije bi morali čez te medije. Osnova za znak se lahko spreminja, podobe se lahko zajemamo iz spleta, lahko naredimo svojo bazo, lahko so podobe projektov, ki se bodo še zgodili, lahko so podobe skupnega kulturnega prostora, lahko so pa v bistvu žive slike, ki se v živo prenašajo. Znak kot tak lahko dobi kuratorja, lahko postane neke vrste umetniški projekt, lahko postane public domain, lahko je strogo kontroliran, lahko je pa povsem anarhičen, lahko pa obstaja v vseh teh oblikah naenkrat. To so pač neki slik, iz katerih bi lahko zajemali te osnovne aplikacije. Znak sam bi nastal v bistvu z spletno aplikacijo, seveda časa ni bilo, da bi se to dejansko naredil, postavljen je samo okvir. Sem pa preveril pri mojih programerskih prijateljih, da se to da narediti in so rekli, da se da narediti, tako da to se da. Postopek je največ sledeč, logiramo se na posebno spletno stran, v aplikacijo vnesemo podatke o velikosti in namenu uporabe, določimo, ali bo statično animiran, aplikacija pol izdela ta znak, ki je seveda vsakič drugačen znotraj pač danih parametrov. Znak se naloži na naš računalnik v pravilni resoluciji in barvnem prostoru, vedno, kadar potrebujemo znak, naredimo novega. Ta je zmeraj drugačen, je pa zmeraj prepoznaven. Na tej mali slikici v bistvu vidite tiste črne zadeve so v bistvu fiksne, se pravi so zmeraj, forma je zmeraj ista, medtem ko tiste rdeče so pač eni valovi, ki se pač spreminjajo. Se pravi, tlele je ta diagram, program pač izbere fotografijo iz baze, ali pa jo mi določimo, program pol definira formo tisti, to so te rdeče linije, ki jih je pač poljubno število, potem pa program ali pa uporabnik izbere izrez in pol program izdela sam logotip, se pravi ta in ga pač damo na računalnik in ga potem pa normalno delaš z njim tako kakor z enim standardnim znakom. To je bil ta drugi del, je bil pa ta logotip, ki je bil pa v bistvu zelo klasičen, ker pravzaprav to bi bil pa le prevelik cirkus, da bi še logotip v bistvu se random generiral. Po drugi strani pa je imel to funkcijo, da je pravzaprav prikazoval to industrijsko dediščino Maribora, zato smo vzeli te stencil črke, oziroma vzeli smo ene moderne, novo tipografijo, mislim, da je bila klavika, in smo iz nje naredili stencil formo, tle spodaj pa par teh industrijskih primerov, kako se je to včasih uporabljalo. Skratka, imamo stari in novi Maribor v enem znaku. Tlele so pa zdaj so pa neki primeri, kako bi to v praksi izgledali, se pravi, recimo vizitke, bi imel na zadnji strani vsak drug logotip, to so recimo primer dopisov, vizit, pa kuvert. To pa je bila rešitev, ki je bila tudi zahtevana v razpisu za tehnične službe, to so bile za vzdrževalce, računovodstvo in vse ostale te support zadeve. Te seveda nimajo teh kulturnih vsebin,
in zato ostal samo kot, ta je pa statičen, ta pa ima samo pač eno to funkcijo, pač princip je prikazan pri znaku. Tlele je par primerov tiskovin, teh klasičnih nekih programov, delavnic in pač teh, to so slikce, to so pa recimo primeri, kako bi zadeva funkcionirala kot recimo ohranjevalnik zaslona, pa kot uvodna stran za web page, pa za te aplikacije za telefone. To recimo je bilo prikazano, kako bi lahko zadevo uporabljali ali kot projekcijo, se pravi, lahko bi bila dinamična ali renderirana, lahko bi se v živo renderirala, ali pa kot na primeru na televiziji, ne. To je bila tudi ideja, da bi se, ne vem, probali dobiti en kup teh sponzorskih televizorjev pa ekranov, pa da se jih pol recimo razdeli nekim društvom pa tako naprej. To je bilo pač ena od stranskih efektov. To je pol primer, kako bi se označevali recimo razstave kot sekundarni označevalec v okviru samega mariborskega dogodka. Pa tle spode je še recimo en tak na enem letališču, recimo kako bi te rožice funkcionirale. Tlele je pol še en primer bil prikazan, kako bi to na voznem parku funkcioniralo. Pa to je bilo tudi v razpisu so bile tudi označevalne table pa zastave pa take stvari. No, cela zadeva je pol, imeli so neko komisijo in ta komisija je izbrala en znak, potem so zadevo ponovili še enkrat in potem se je ta zadeva mencala mesece in pol na koncu niso naredili nič in so kar te žogice pustili, tako da zdaj to je pač celostna podoba mariborskega pač tega dogodka, mislim, tako, skratka, rodila, mislim, tresla se je gora, rodile so se pa te žogice še enkrat, no, tako da, mislim, to je bilo to. Hvala. Pa, kaj me je pa blazen imel sem eno tako skrito željo, da bi nekdo uspel shekati to aplikacijo in da bi kako kozlarijo naredil gor, da bi jim kakšne slike, ki jih ne bi smelo biti, naložil na to. To je bila pa ena taka mehna hudobna željica, ampak to je pa druga stvar. Hvala lepa. Kakšno vprašanje, prosim? V bistvu za vse te dinamične znake oziroma celostne podobe do zdaj, koliko zahteva to enega računalniškega znanja ali pa recimo ta konkretno za Maribor, se mi zdi sicer ful, mislim, ne vem, a ste to predvidevali, da bojo ljudje, koliko recimo morajo imeti ljudje znanja, tisti, ki konkretno ne umetniki ali pa nekaj, ampak tisti, ki sedijo v pisarnah, se pravi, ne vem, razne tajnice, producenti, da pol to zadevo generirajo oziroma da sploh pride do tega, da se vedno dela nova, ne, da ni, ne vem, ona si ob pomoči svojega sina prvič naloži dol en znak in ga pol skozi uporablja, recimo. A je to pa mogoče tudi prej za malo ali pa tako, koliko to v bistvu predvideva, da v organizaciji nekdo mora znati, pa ali je to pri nas, koliko je to pri nas realno, no? Jaz sem tako iz izkušenj, kar jih imam z takimi prireditvami, običajno imajo neke svoje informacijske pisarne, kjer so ljudje, ki se itak ukvarjajo z računalniki, z webpage in s temi zadevami. Ideja sama pa je bila ta, da pravzaprav ima ta program, ki bi bil relativno kar komplicirana zadeva, en tak zelo enostaven uporabniški vmesnik, da bi pravzaprav vsaka tajnica lahko to znala uporabljati. Bazično bi moral pritisniti odgovoriti na 3 vprašanja, pa pritisniti na 2 gumba, pa pač ga upraviti. Sicer tajnice itak ne tiskajo same dopisnih papirjev, ne, ampak načeloma bi morala biti zadeva zelo, zelo enostavna, ne. Tudi plus bi morala delati tako, na nek način bi se
filala iz baze in tako da bi načeloma bi lahko vsakič, ko bi se na spletno stran gor zlogiral, bi ti avtomatsko generirala novo sliko in tako da zadeva bi bila, mislim, da tehnično preveril bi se jo dal narediti, ne. Tako ni to neka težava. Še kdo? No, tukaj je bila vsekakor tisto, kar sem jaz prej Robertu Ilevarju postavil vprašanje o dinamičnih podobah, je tukaj sigurno neka ideja, ki predstavlja res eno zelo odprto, skrajno odprto rešitev, ki se neprestano spreminja. Čeprav so pa sama, to je moje dojemanje, čeprav je pa sama rešitev tega znaka, ki se sicer spreminja, na nek način zelo sama v sebi zaprta. To so vendarle neke kene mandale ali kristali. Človek bi si mogoče predstavljal v enem takem orodju, če bi bil sprožen, da bi dopuščal večjo formalno svobodo, na primer. Tle se mogoče ni ne vidi tako dobro, ampak v bistvu slike, ki bi jih te rožice pravzaprav vsebovale, bi bile lahko dejansko bi odslikavale sam dogodek. V bistvu bi sam dogodek generiral svoje slike. Mislim, pač fotograf, ki bi slikal, bi uploadal na server slike in te slike bi se avtomatsko v bistvu generirale skozi logotip, tako da bi ti bi lahko pravzaprav imel tudi recimo pri teh digitalnih aplikacijah, recimo pri projekcijah, pri screenih, bi lahko imel v tem kaleidoskopu živo video sliko, ki bi lahko direkt iz odra pravzaprav prenašal v sam znak. Tako da meni se je zelo zanimiva rešitev, ker bi lahko pravzaprav znak pravzaprav odslikaval sam dogodek, v bistvu bi označeval dogodek, bi označeval samega sebe. Sama formalna rešitev je bila pa v bistvu podobna, ker je kaleidoskop kot tak je ena zaprta forma. V bistvu samo odslikava samega sebe in v bistvu se te forme imajo samo eno, mislim, imajo eno stranico, imajo odprto, ki lahko seveda tudi dinamično se spreminja. Tako da jaz, mislim, ni bilo časa delati te simulacije, pa to pa, tako da se je treba malo predstavljati. Lahko pa pokrijejo od tiskanih medijev do živega videa pravzaprav. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, prosim? Če ne, bi kar nadaljevali. In sicer z Jagodo Jejčič. Tukaj imam zabeležen arhitekturna svetovalnica. To je njena delavnica, ali kaj se tako imenuje? Ne. Samostojna grafična oblikovalka, fotografinja, dobitnica številnih priznanj, doslej največja je Brumnova nagrada, kot smo že prej omenili, v kategoriji osnovnih dopisnih tiskovin na 5. bienalu. Prosim. Živijo, sem Jagoda. Ena mojih največjih vrlin je zamujanje. Konstantno zamujam in se moram pač nekako s tem spopasti in v bistvu je zato potrebne velike improvizacije. In ko sem razmišljala, kakšen bom tale prvi slajd naredila, sem se odločila, da bom v bistvu se bolj nekako konceptualno pisala, kot da bi nekako nekaj estetskega dala gor. To so v bistvu maili, ki so prišli včeraj pa danes na račun pač te prezentacije. Zdaj, če ne vidite prebrati, hej, Ilovar, Stritar in Balan že delajo in mislijo danes naložiti, kot smo se zmenili. Fino bi bilo, da tudi ti, da imamo jutri že zloženo in samo preverimo, če je vse ok. In spet drug mail, večina fantov je zavihala rokave. Pride predavanje na ključu v Mao cirka ob 8 ali bo dopoldne enkrat na Dropboxu. Uspešno delo. Seveda je predavanje prišlo na ključu v Mao,
slučajno 1 uro prezgodaj, zaradi tega, ker sem mislila, da je predavanje ob 6, ne ob 7, no, in sem bila v bistvu prva tukaj, prvič. Ja. Evo, in v bistvu to je to. Ta projekt je bil narejen za veliko mero improvizacije in v zadnjem trenutku. To je moja beležka, pišem si na steno, zato ker vse liste zgubim, oziroma računalnik se zna zgoditi, da zbrišem kakšen disk, tako kot se mi je nazadnje zgodil in mi ostalo, v bistvu nič mi ni ostalo pravzaprav. No. Ja, stena ostane tle, tako da... In tlele v enem kotu piše v bistvu Brumen, mislim, da 19.9. tale deadline, da ne bi slučajno pozabila. Seveda sem pač delala zadnji dan kot vedno. V bistvu sem skozi razmišljala, kaj bom poslala od teh stvari, ki sem jih naredila, ampak v bistvu se po pravici povedano se mi nobena ni zdela glih nek presežek, tako da sem rekla, da bo treba pač zavihati rokave zadnji dan, pa pač nekaj prav posebej narediti za Brumna. Sicer se sliši malo nemogoče, ampak sem se spopadla s tem. Se pravi, dela morajo biti realizirana, ne? Ta je malo težka v enem dnevu. Tako da sem si za naročnika zbrala sebe, najlažji, najmanj zahteven naročnik. Zdaj noben tiskar v enem dnevu nič ne naredi, se pravi pač najboljš, da tiskam sama, kaj pa čem. Tako da sem se lotila dela in sem prvo pregledala, kaj imam na voljo. To je moja delavnica, jaz drugače pač počnem en kup različnih stvari, jaz nisem ekspert celostnih grafičnih podob. Mene hitro začnejo stvari dolgočasiti, tako da počnem pač malo tega, malo unga, malo tiskam grafike, malo delam interjerje, malo naredim kakšen logo, kar pač je. To je moja preša in v bistvu imam en kup enih odpadnih grafik, ki so bile slabo natisnjene. Tako da se mi je zdelo to dobro izhodišče. Zdaj, vizitk nisem nikoli imela, ne glede na to, da sem grafičen oblikovalec, zdaj to je znalo biti kdaj malo nerodno, ampak saj se vedno lahko zgovoriš, da ti jih je zmanjkalo ali pa da si jih pač pozabil doma ali pa kaj takega. Tako da se mi je zdela to odlična priložnost, da to rešim, ta problem. Tudi nikoli si nisem mogla predstavljati točno, kakšen znak bi si naredila, glede na to, da pač počnem toliko različnih stvari in bi se težko identificirala z enim znakom in pač z neko belo prazno vizitko tudi ne, tako da v bistvu nisem pol nikoli prišla do tega, da bi si naredila znak. Mislim, sem večkrat probala, ampak mi noben v bistvu se mi ni zdel glih primeren. Tako da sem štartala, da si bom naredila set osnovnih tiskovin. Evo, to je rezultat. V bistvu sem vzela odpadne grafike, različne koščke s čisto različnimi motivi, eni so v bistvu celo so stvari gor zašite. In potem v bistvu stari papirji, ki se nabirajo in stare kuverte od drugih celostnih podob, razni vzorci, ki ne veš točno, kaj bi z njimi naredil. In se mi je nekako zdelo to super, da se te stvari nekako porabijo, preciklirajo in da vsakič v bistvu pošleš nek drugačen, pa še zdaj, ki so tako moderni te fluidni znaki, pa spreminjajoče se celostne podobe, sem tudi jaz stopila v korak s časom, svojo prešo. Tako da, in potem sem se, zdaj, kako pa to natiskati, ne, jaz zelo rada pišem na pisalni stroj, ne, samo ta bi bila malo težka, pa tudi po moje žirija ne bi bila ful srečna, ka bi rekli, ne, to je čist nemogoče, se ne moreš toliko vizitk natipkati, ne, se pravi, je bilo treba nekaj drugače to rešiti. In sem imela eno tako trodač štampilko, kjer si v bistvu imel gor fiksen datum, pa si imel pa zraven še take male črkice, ki si jih lahko z pinceto pač sestavljal, ne. Super, to je bila v bistvu edina opcija, se pravi, bom naredila neko štempilko, samo ona štempilka je imela čist malo prostora, tako da nisem vedela točno, kam bom zdaj ti zlagala. Tako da sem potem kar v tisto bazo črkovno pač tele črkice naložila in evo, tlele še malo bližje.
Tako da sem bila pač oblikovalec, naročnik in tiskar v eni osebi in še nikoli se z naročnikom nisva tako dobro ujela. Vsem sva se strinjala in dopolnjevala. Tiskar je bil izredno uslužen, malo manj natančen. Evo, to je črkovna vrsta. Trodat plastik. Evo, to je ta provizorična štampilka, no, to je v bistvu ta plastika, kjer so bile naložene, pa sem pa odzadaj s tem pateksom, ko vse lep, ko je super, nalepila pač tole dilco, da sem lahko držala. No, pa sem pa še tako, da bi malo zadevo sfrizirala, sem še pač globoki tisk, ene take glavce sem noter na prešo vtisnila v kuverte. V bistvu so bile te glavce zrezane iz linoleja, zdaj danes, da bi jih pofotkala, jih nekako nisem najdla, ker nimam zelo pospravljen, tako da te črke, ki so tle, niso tako zelo drugačne, no, tako da si lahko predstavljate, kako to izgleda. Evo, to je rokovnik, ki v bistvu nekako paše zraven te celostne podobe. Vanga se ne da nič pametnega napisati, ker ni dosti prostora, mislim, da bi se skozi njega organiziral, nekako ne gre. Tako da lahko vanga zapisuješ, ne vem, mogoče kakšen rojsten dan ali pa ga pišeš več let, pa napišeš, ne vem, leta 2011, tega datuma se je zgodilo to, 2020 pa to, pa potem listaš nazaj, pa se ti zdi to zanimivo. Pač pišeš neke pomembne prelomnice v življenju. Vsaka tale naslovnica je v bistvu unikatna in drugačna, je v bistvu kar narejena iz tiskarskega platna in potem vsako posebej opremam, tale ima gor košček gline, ko v bistvu tudi kakšne stvari iz gline delam, tako da pač vsako nekako glede na tega, kdo jo bo dobil, nekako opremam in so kot neka mala platna za ustvarjanje. Ta rokovnik ima v bistvu 212 strani in nobena ni pač enaka. V bistvu je čisto vsaka stran zase in noter je vse pač, kar znam, se pravi grafike, fotografije, vse mogoče in vse stvari v bistvu, vse je nekako več ali manj ročno. Mislim, tudi tipografijo sem pač naredila na pisalni stroj, ampak nisem vzela pač neke te računalniške, ampak sem dejansko to natipkala in potem pač v Photoshopu besno brisala in pač not sestavljala, da res pač pride vsak datum pač čist drugačen, da tudi drugače stojijo številke in tudi na številki se pozna, če je zdaj neka res pristno pač natipkana ali pa pač samo nekako simulirana. Tu, zdaj si bom drznila še malo oseb povedati oziroma pokazati, da pač upravičen, zakaj je pač ta celostna podoba ni bila samo narejena za pač potrebe Brumna, ampak da nekako res pač orisuje to, kar počnem. To je moje delovno okolje, tako da bi verjetno res ne gre, da bi imela pač neke bele vizitke, povsod je pač nagrmaden en kup barv, zadev, nič ni pospravljen. Tole je vrt, ki ga imamo s formo vivo, tamle je en zložen strelovod, ki sva ga od nekje privlekla, pa to je nek prototip stola, ki smo ga delali. No, to je pa moj bivši atelje, kjer je bilo pa v bistvu še boljše, ker je bilo malo več časa, mislim prostora. To je bila pa včasih garaža za avtobus, to je za gostilno Lovci, v bistvu je bila čisto zapuščena in sva jo pol nekako prenovila z pač najmanj možnimi sredstvi in v bistvu to, kar nekako se mi zdi, da se mi skozi dogaja, da pač neke omejitve lahko prinesejo pač super rešitve, ali naj bo to pač omejitev v času ali pa v denarju in v bistvu še naslednjih par stvari, ki jih bom pokazala, v bistvu ne gre toliko za to, da bi bile mogoče, da bi bila blazno ponosna na njih ali pa da bi bile kvalitetne, ampak se mi zdi tako v samemu načinu razmišljanja, da v bistvu dobro orišejo to, kar bi pač vam želela povedati. Tako
Tako da ta atelje pač ne bi bil nikoli tak, kot je bil, če bi pač imela več denarja, tako da v bistvu je bilo treba vse nekako zimprovizirati in tole zasteklitev sva sama naredila in to je v bistvu, evo, to so vrata od odspredaj, na začetku so bila v bistvu samo ta vrata, ko so se zaprla garažna in je bilo to treba nekako malo zatesniti. In toliko velike šipe si pač nisva mogla privoščiti, to kar nekaj stane, tako da na Bolhi so pol prodajali tale termopan stekla, ker je očitno nekdo zamenjal stekla in so imeli samo te dve dimenzije, pač ene daljše pa ene krajše, ne. In so se glih nekako pač cik-cak, nekako, da so se poštukali noter, tako da v bistvu so prišla v končni fazi boljša vrata, kot če bi pač naredila enotno šipo. Od zadnje je tam en kare napis, ki je v bistvu, mislim, da od ene garaže bil, no, tako da razno to šaro not vlečeva, ki se nama zdi pač zabavna, da bo še kaj prav prišla. Evo, ali pa v temu primeru, ne, to je v bistvu moja spalnica in jasno za nočno omarico je zmanjkalo denarja. To je res zadnja stvar, ki si jo kupaš, tako da pač to je bila transportna gajbica med selitvijo in pol je pač na koncu tam pomikala po stanovanju, ne. In zdaj je pa pravzaprav super nočna omarica, ki ima noter neko skladišče za knjige pa časopise, kamor pol tisto kramo not strpaš in se pol naredi tak kup do vrha, pa se takrat se odločiš, da ga pospraviš, pa spet pač večaš kup. Evo, to je isto v stanovanju, tale silna luč je ratala v bistvu, ko sva dobila obiske in nama je ta grozna žaranca visela in sem jaz rekla, da to je treba polepšati, ne. In sem v bistvu naredila neko parodijo na Niko Zupanc neke vrste, tako da sem na hitro to čipko pač skupaj dala in pač te kabli pa še zmeraj tam štrlijo, no, tako grda zadeva, no, ampak se mi je nekako tako, na nek način se mi je zdela fajn. Ali pa tale omara, ki je v bistvu omara za orodje, pa sem jo malo pobarvala, pa je tako izgledala malo štorasta, če je stala tako na tleh, tako da pa sva jo dala na en stol, da izgleda malo bolj elegantno. Evo, to je pa spet ena zadeva, en fant me je prosil za logo, sam ni imel nič denarja, tako da je pa, v bistvu so se pa ukvarjali z kovinsko industrijo in on si je v bistvu zamislil, da bi začel delati aluminijasta vrata in da se bo zadevi rekli Univerzalu. In je pač rekel, če bi mu jaz lahko naredila ta logo, pa sem rekla, da v redu, ne, kakšna bo zdaj kompenzacija, da bo v zadevo pač izpeljala, kaj zna narediti, ne. Pa je rekel, da pač s kovino delajo, tako da pol sem si zamislila v bistvu, da bi mi pa lahko naredil kovinski pult za vkopalnico. In je na koncu v bistvu prišel tak prav fajn pult, ki ga drugače ne bi verjetno nikoli imela, ampak bi imela, ne vem, Kerok pult. Tako da v bistvu je zbigal to kovino in pa sem ga še nekako prepričala, da jo more glih prav odrsati, da bo izgledala pač taka starana in v bistvu mu je še kar dober ratal. Pol na koncu sem mu pisala, da mora tako izgledati, da bi bil to pult za trgovino dizel. In pol je, glede na to, da se ful rad oblači v dizlu, je pol takrat prekimal in je pač naredil tako, kot je bilo treba. Pa tlele zdaj, ko smo že glih pri tej fotki, tale mozaik, ne, meni se je zdel dolg čas, da bi bil zdaj sam črn. Jasno pa, tako sva ga kupila, je bil pač sam črn. In zdaj se mi je zdel, da mora vsaj pač nek detalj biti, da ne bo to tako dolg čas. In pa sem pač tam ukradla en vzorc, pač še bel, ne, ker v bistvu, če bi hotel kupiti 5 belih kock, ti jih ne bi prodali, če bi zdaj v trgovini prašal, če lahko dobiš vzorc, ti ga tudi verjetno ne bi dal, tako da pač sem ga dala v torbo. Ne vem, vse sem imela že pripravljen izgovor, da če me dobijo, da sem pač mislila, da so ti vzorci po 5 kock pač za sabo, ne, kako pa ne. Tako da, pa nisem vedela čist, kako bi zdaj, kaj bi tukaj dala, da bo imel nek smisel. Tako da, pol, ko je prišel v bistvu tale polagalc, sem ga vprašala, kako mu je ime, pa mislim, da je bil Said. Pa sem rekla, super, vse bo v redu, daj se boš pol na koncu, ko boš tako lepo naredil, a ne,
lahko še podpisal in pol se je njemu zdelo to tako fajn in je prav lepo položil. Tako da, evo, sajd. Ja, no, to je pa še ena v bistvu reševanje pač nekih težav. Tole je prak v najnem stanovanju, ki so ga pač pozabili pobarvati in potem so naknadno prišli in so ga pobarvali v belo. Ampak ne v belo take barve, kot je podboj, ampak pač kar drugo belo. In pa sem rekla, da to pač nekako ne bo čisto v redu, da najbolj, da naj ga na črno, to verjetno ne bojo falili, ne. In so ga pol na črno pobarvali. In pa, ko sem vzela ta zaščitno lepilo dol, so se pol v bistvu naredile luknje, ker je pa črna odstopila, ker bele niso jasno nič zbrusili, črna pa verjetno tudi ni bila sploh neka primerna barva, da bi prijela. Tako da pa, ko sem to dala dol in se je to odluščilo, sem rekla, pa ne bom jih zdaj spet klicala, ne, to je grozen, zdaj bom sama pač nekaj naredila. Tako da sem pač tole črn sloj sem malo odpraskala pač in naredila neke motive in vse skupaj prelakirala in pač končala to zgodbo, ker res nisem hotela, da še enkrat pridejo. Pa je v bistvu so ratali pol čisto zanimivi pragovi, ki v bistvu tudi ne bi bili, če ne bi oni to zafrknili. Evo, to je pa poročno vabilo, ki sem ga delala eni prijateljici, ko smo v bistvu si je zamislila, da bo gor dala številko tekočega računa, pa še en kup enih butastih podatkov, ne. In zdaj kam to skriti, da bo pač vabilo izgledalo nekako še zmer v redu. In sem rekla, škoda, ker nima pač to vabilo več stranic, da bi jaz to pač nekam poskrila. Pa sem rekla, nič, bom pa naredila škatlo, pa bom imela pač 2 stranice frej, vse ostale bojo pa pač za te grozne podatke, ki jih ona želi. Zdaj pol, kaj bi dali v škatlo, pa je očitno pač riš je najbolj smiselna zadeva. Tako da v bistvu se je pol naredili tako blazno funkcionalno škatlico, zaradi tega, ker na porokah so ljudje lepo oblečeni in pol je blazno čuden, ker imajo one ogromne škatle zlato polje v rokah in pol na fotkah noben ne ve, kam bi ti zdal in vedno pride do zadrege, ta je pa v bistvu glih take dimenzije za pač moški rekelc lepo gre noter, tako da pač prineseš sabo vabilo, skriješ to škatlico in pol trusaš riž. Prvo serijo smo jih na roke zlagali, ta je bila malo huda, ker je bilo v bistvu vabil ful mal, tako da smo si pol vzeli en večer, pa smo rezali, pa zgibali, tako, ko bi eno koruzo ličkali. Družabno. Evo, to je lokal Lolita, ki smo ga delali, takole je izgledal na začetku. V bistvu lokal z blazno visokim stropom in zdaj vsem smo hoteli ustvariti neko prijetno vzdušje. Pa še vsem pustiti zadevo dosti odprto. V bistvu je izgledal kot en tak ogromen hodnik, blazno neprijetno, pa te kar lepo bokan strop. Tako da pa smo se odločili, da bi bilo najbolj, da damo gor tapeto, ampak težava je bila, da v bistvu, da so bile te arkade, vsaka je bila različne dimenzije, pa še v bistvu so se ožale v vse mogoče smeri. To je bila zadeva čist nepredvidljiva, kako se bo to naredilo, ne. Tako da tapete z enim vzorcem nekako ne bi mogli dati, tako da je bilo treba narediti v bistvu neko tapeto, ki bo pač vsak delček drugačen in ki bo v bistvu toliko konfuzna, da se slaba prekrivanja ne bojo videla in potem smo v bistvu zadevo nekako na 3 ali 4 stikih pol stikvali in v resnici, ker je pač toliko enih elementov, s tem, da se je računalo, da pač te krogi, da tam se ne bo stikvalo, ampak da se bo v bistvu na drugih koncih, tako da se je pol nekako poklopilo in ni noben opazil, da je kaj narobe. Je bila pa narejena iz 250 koščkov in je bilo kar zabavno, ker tale, ki jih je tiskal, ni označil nič. In to je izgledalo tako, da smo pol za Božič v bistvu se tam dobili in smo jih sestavljali kot puzle, pač kam bo kira šla 250 koščkov, je bilo kar zabavno. S tem, da so delavci pač zraven še malo vrtali, pa malo štemali, pa hodili po tistem, pa tako pač normalno stanje. Evo. To je pa tudi čisto ena taka hecna rešitev, to je v bistvu preboj iz kuhinje v dnevno. Tega preboja prej ni bilo,
Je bil pa problem, da so v bistvu tukaj dimniki in se ni dal narediti normalnih vrat ali pa preboja, tako da se je v bistvu naredil minimalno, da gre človek skozi za neko razširitvijo za ramena, pa če pladen nosiš, je tudi fajn. Tako da to je to. Zdaj pa sam še konc, zdaj jasno, za kakšen pompozen konc mi ni glih. A ne, še eno imam. Ta je bila tudi v bistvu mogoče malo časovna, malo lenobna, pač, ko sem za finančno krizo, pač nisem nič naredil. Mislim, je kar bil, pa se je čisto obnesel. To je pa pol koncno. V bistvu med tem, ko sem razmišljala, pač kaj bi napisala, se mi je tako zazdel, da v bistvu so se vsi dizajnerji pač usedeli v neke avte in drvijo pač proti nekem cilju in jaz ne vem točno, kam grejo, no, sem se jaz odločila, da tudi grem, ampak sem šla kar peš. In zdaj pol vsake toliko časa, ko ga pokličem, pa kam sploh gremo, mislim, kje je sploh destinacija. Pol v bistvu vsake toliko časa se pojavi kakšen odsep, ne vem, smer denar, tam je vedno gužva, pa tako pot se zdi čisto dolgočasna in pol tam, kaj se odločim ponavadi, da ne grem, no, grem raj po unite drugi poti, obvoz. Tako da pač na cilj ne bom prišla prva, pač vprašanje, če bom sploh prišla, ker ne vem točno, kaj to je, ne, pa če si sploh to želim, ampak pač pot je pa definitivno zabavna. To je to, hvala. Hvala lepa, Jagoda. Mislim, da nas je kar dobro presenetila, zanimivo in bi pričakoval, da bo temu ustrezno tudi kaj vprašanj. Kot ponavadi. No, jaz bi sam, mogoče ne bom vprašal, ampak komentiral, ne, samo to, da se mi zdi, da smo evo tukaj dobili en idealen primer celostne podobe. Namreč v kakšnem smislu idealen? V tem, ker rečemo, ali pa reče se, da je idealna celostna podoba tista, ki 100% odraža, ali pa v največji meri odraža identiteto naročnika. In v tem primeru se mi zdi, da je to idealen primer celostne podobe. Drugič, smo v prvih slikah dobili predstavljen projekt, potem 99% tega predavanja je bila dejansko predstavitev raziskave naročnika. Kakšna je identiteta naročnika? A si lahko predstavljate boljši primer, redko srečamo pri velikih celostnih podobah, da bi se to tako dobro uresničili. Da bomo tako dobro, da bi oblikovalec tako dobro spoznal naročnika, identiteto naročnika in jo potem projiciral z vizualnimi sredstvi v podobo. Res nenavaden primer. No, če ne, kot ponavadi, bi zaključili z Primožem Pislakom, Lux Studio. Primož Pislak je oblikovalec, čigar delo so žirije Bienala redno opazile. Je soavtor celostnih podob, nagrajenih na 3., 4. in 5. Bienalu, kreativni vodja studija, katerega delo se osredinja na infografiki, znamčenju in celostni identiteti. Hvala. Dober večer. Bom probal biti bolj kratek, da ne bo tako. Predstavil bom projekt, ki je bil nagrajen na zadnjem
bienalu. Gre za Niti, celostno podobo, ki je imela zelo zabavna izhodišča, enostavna. Gre za podjetnico, ustvarjalko, Simono Muc, ki je prišla z projektom za oblikovanje podobe za galerijo Volne. Prišla je že z imenom, ki je bilo že Niti, že tako zabavno. In ko je začela razlagati, kako naj bi izgledala galerija, ki bi prodajala pletene izdelke in hkrati naj bi bila to tudi znamka, blagovna znamka stvari, ki jih ona plete, sva se pa začela pogovarjati tudi o tem, kako naj bi zadeva izgledala. In ugotovila, da naj bi bila celo rdeča nit. Tako da izhodišča so bila zelo jasna, fajn. Ko je ona tudi napisala ta izhodišča, je tudi govorila o niti, tako da nekako iz teh izhodišč narediti celostno je bilo praktično jasno, da bova sestavila nit, da bo znak rdeč in da se nit konča z logotipom. Logotip, ki se pojavlja na vseh osnovnih grafičnih oziroma dopisnih in teh tiskovinah, je bil poenostavljen, glede na to, da gre za to majhno trgovinico, ki je galerija, in to sva tudi v bistvu nekako optimizirala, koliko nekih elementov celostne podobe res potrebujeva, da bo to izgledalo prav. In sva naredila tudi nek vzorček. In v trgovini rabiš predvsem imeti neke listke, na katerem pišeš, katere izdelke prodajaš, da jih označuješ. Naredila sva dve, eni se za stvari, ki jih prodaja od drugih, njeni so dobili spet v teh dveh barvah, rdeč in sivi, ki sta v bistvu njeni osnovni barvi cele podobe, celo njenim manjšim znakcem. Naredila sva tudi v bistvu nek vzorec, ki ga lahko uporablja kot opremljanje letakov, njene komunikacije tiskane. In najbolj se pa v bistvu ta rdeča nit pojavi seveda v galeriji, v majhnem lokalčku, kjer smo ga postavili na steno, kjer se noter pojavlja kot rdeča nit skozi njene izdelke, kot dodatek pri tem, kako ona v bistvu izdelek tudi preda kupcu. In tle je v bistvu Simona res zelo odlično uporablja in nadzoruje predajanje celostne podobe tudi kupcu. Nekako ni tle, vedno vse izgleda tako, kot mora. Opremljena je trgovina s temi vsemi nekimi zvezki. Povsod je rdeča nit. Hkrati se v bistvu znak zna pojavljati tudi v njeni ostali komunikaciji, tako na internetu, kot na Facebooku, kot to zelo enostavno. In tudi znak nekako se pojavi lahko tudi digitalno. To je posnetek iz grafike na modni reviji, kjer ona v bistvu predstavlja svoje kreacije. Ena stvar, no to je pa ona pred trgovino, ena stvar, ki je ona zelo tako v bistvu nadgradila celostno podobo s tem, da uporablja rdečo nit kot označevalec, da je butik oziroma galerija odprta in jo napne po pločniku pred galerijo. In se je tudi že zgodilo, da ko ona tega ni naredila, da so uporabniki oziroma nek kupec oziroma par njih bili prepričani, da zadeva ni odprta, ker te niti tam bilo ni. Skratka, ona je s tem projektom zelo zadovoljna, odlično, ona je ta projekt, ona je niti, ona plete in tudi za vsako stvar, ko je prej smo si omenil v bistvu komunikacijo med oblikovalcem in naročnikom.
Galerija bo zdaj 1 leto in pol že odprta. Za vsako stvar, ko išče novo rešitev ali pa preverja, kako ne bi zadeva izgledala, se še vedno obrne name, da skupaj vidiva, ali je izgleda prav ali bi mogoče kako drugače naredili za vsak letak, za vsako fotografijo. In ne zato, da ne bi bilo nesigurno, ampak zato, da nekako ohranja vas skupaj v bistvu neko podobo, ki ohranja pa tudi konsistenco. In hkrati vse komunikacije uporablja tudi svoj jezik, ker ona to je. Tako tudi, ko govori, ko komunicira, uporablja tudi tako, naj se plete, pa njen hvala. Tako da, hvala. Hvala lepa. Zopet prosim, zdaj je zadnja prilika za vprašanje oziroma na konkreten projekt, kasneje imamo pa lahko nasploh debato. Živijo. Jaz imam za Žigo eno vprašanje. Ta Ride with me podoba, a je to v bistvu ta povezava med dvema pač logotipama, a je computer generated ali vsakič, ko oni hočejo v bistvu, ne vem, organizirati en nov prevoz, morajo tebi poklicati, da narediš ta morf vmes? V bistvu morajo vedno mene klicati, ampak je zelo hitro se da to narediti v Illustratorju. Je zelo simpel funkcija, pa zelo fajn rezultat pride in me pokličejo, ampak dobijo to pa v enem dnevu ali pa 2, recimo. Še kdo, prosim? Evo, saj ni tako težko, kaj vprašati. Meni se zdi tako, da recimo od Primoža ta celostna podoba niti je mogoče en primer, tudi mogoče vredno omeniti, primer tega, kako se je celostna podoba obstajala, še preden se je ta pojem sploh uveljavil, prav v zgodovini, vemo, posamezne dejavnostni obrtniki so dejansko z vso svojo osebnostjo, z vsemi odločitvami nadzirali in oblikovali svojo dejavnost, prostor, kjer delajo, izdelke in tako naprej. No, tukaj je ta pletilja res imela oblikovalca, ampak vendarle, kot je rekel Primož, je njena osebnost dejansko zelo utkana v to podobo. En lep primer take stvari. Seveda pri velikih celostnih podobah to ni mogoče in se stvari odvijajo na povsem drugačen, planiran, raziskovalen in podobne stvari. Ampak vzorec je pa tukaj, kako te tesne povezanosti med naročnikom in med podobo. Cel kup primerov v zgodovini in tudi danes je, da so bili narejeni zelo uspešni in veliki projekti, pa zaradi premajhne povezanosti z dejansko identiteto naročnika so ti projekti tudi ogromni propadli, ker cela vrsta po svetu. Tako da če te tesne povezave med naročnikom in oblikovalci ni, potem je težko uspešen tak projekt. Še kdo, prosim? Ja, v bistvu eno vprašanje tako za vse.
koliko je v bistvu na temo tega vzdrževanja teh podob, potem koliko vas v bistvu te naročniki dejansko kontaktirajo še vnaprej, recimo tlele konkretno tisti pristop je bil tak pol malo in tako naprej, a jim dejansko date neka navodila samo pa potem to nekako sami oziroma neke podizvajalce imajo in tako naprej, ali vas za vsako zadevo znova kontaktirajo. Zdaj recimo ta Ride with me vas direktno kontaktirajo, ta niti, ampak tako, a je to neka praksa ali so to izjeme? Ja, bom kar jaz na tale pristop pa to, koliko nas kontaktirajo? Nič. In to je treba vedeti, zato je v bistvu nek ključen del tega projekta, nek priročnik celostne podobe oziroma neka navodila, kako se te stvari izvajajo. In pač tukaj treba precej še nekega dela narediti, da potem neko celostno podobo lahko pošlješ v svet, pa potem živi še nekaj časa. No, mogoče bi jaz tukaj sem nekaj dodal, Spomnim se recimo, to je sicer zgodovina, ko smo s kolegi delali celostno podobo Ljubljanske banke. Mi smo jasno naredili idejni projekt in potem upeljevali to celostno podobo. Delali smo z tem naročnikom tako rekoč 20 let. Je pa dejstvo, da smo se, 15 let pregovarjali naročnika, to je Ljubljansko banko, celostna podoba, ne glede na to, da smo mi sodelovali z naročnikom zelo tesno, da kljub temu potrebuje skrbnika. Ampak evo, vsem tem času nismo uspeli to prepričati in to dobiti. Potem, ko smo nekako se razšli, je bil razpisan natečaj za celostno podobo Ljubljanske banke. Kot to, kar vidite zdaj, je predelana, to ni več tista celostna podoba, ki smo jo mi delali, ostal je samo znak, ampak vendarle nekaj se je zgodilo takrat. Potem pa je naročnik vendarle nastavil skrbnika za celostno podobo. In oni imajo nastavljeno osebo, plačano osebo, ki skrbi za celostno podobo, da se izvaja. In brez tega na dolgi rok celostna podoba ne more živeti. Še kdo? Dober večer, Tadej Maligoj. Naslov je Od zamisli do nagrade. In pogovarjali smo se ves čas v bistvu o svetu, oblikovalskem svetu. Kaj pa nagrada za naročnika? Kako se vrednoti kvaliteta vašega dela pri naročniku, ne samo v oblikovalskem smislu? Lahko daste kakšen komentar na to? Ja, zdaj mogoče tukaj slišati, da smo mi neki lovci na glave, da v bistvu smo šli samo na trofeje. Trofeje so v bistvu nek stranski rezultat vsega procesa. Se pravi, najprej je projekt in klient in to imamo najprej v mislih. In v bistvu nagrada je samo neka nadgraditev tega. Se pravi, to, kar je bilo pokazano, je bilo vedno delano za projekt. Nikoli, mislim tako, če sem pošten, lahko povem, da jasno delaš tudi zase, ampak predvsem delaš za projekt, odgovarjaš projektu. Nisem želel provocirati na ta način, a vi delate za nagrado ali za naročnika. Zanima me pravzaprav, če ste kdaj ovrednotili finančno spremembo v poslovanju naročnika kot posledico vašega dobrega znaka? To je bilo vprašanje.
Ja, jaz sem tukaj eno tako izkušnjo, recimo, ko smo delali za celostno podobo za Fondo. Oni so, mislim, to je bilo v bistvu malo smešno, ko so prišli, so rekli, da bi radi prodajali po internetu gojene brancine. Mislim, kakšne večje neumnosti, v bistvu jaz še nisem skoraj slišal, bi se rekel, kakšen poslovni načrt je pa to gojenih brancinov. Itak ben namara po internetu, ben nakupuje, takrat je 6-7 let nazaj v bistvu, ne. Problemi so imeli takrat recimo tak, da ljudje gojenim brancinom ne zaupajo, gostilne tega niso hotele kupovati oziroma so, ne bom povedal kera, ampak recimo ena Nobel gostilna je njihove velike ribe kupala, pa jih je prodajala kot divjake, ne, zato, ker so lepši bili, kot oni ta divji, ne. Skratka, rekel, ta produkt ni imel ne cene, ne imidža, ne nič. Zdaj imaš v Sloveniji, mislim, da je enih 30 boljših gostiln, imajo vse na jedilniku Fonda brancin. Ne navadnega, ampak Fonda brancin. Ga prodajajo kot brendiranega in imajo, mislim, da imajo približno 3-krat višji ceno kot ostale gojeni brancini, pa tako ne 30-40% so dražji kot divji. Mislim, zaradi tega so dejansko kvalitetni, pa zdravi, pa nimajo živega srebra, pa teh stvari. Plus garantirajo, da so sveži, pa kvalitetni in tako naprej. Tudi njim se je to zadeva v bistvu zelo, plus seveda, ne smem pozabiti, da so oni vložili blazno energije in dela v to. Brez tega seveda ne bi bilo nič in tudi dejansko produkt je tak, kot mora biti. Vendar pa dokler je bil že prej tudi tak. Šele ko so zadevo, rekel, pravilno označili in zbrendirali in jo skomunicirali, je bil efekt seveda zelo velik. Pa še kar nekaj takih jih je bilo. Tako da obstajajo, mislim, naročniki to dobro vejo, kako se, rekel, kako jih trg sprejme, kako jih partnerji njihovi poslovni sprejmejo. Vse, če tega ne bi bilo, jaz mislim, da toliko blesavi tudi niso, da bi denar stran metali, mislim, tako da. Včasih malo neumne delajo eni, ampak načeloma se pa ve. Če zadeva funkcionira, se jim to običajno zelo dobro pozna pri poslovanju. Jaz bi še samo na hitro vprašal, če je bil kdo od vas že kadarkoli SuccessVM nekako pogodbeno zavezan oziroma zavezan se za pogodbo zavezal, da bo njegovo plačilo odvisno od uspeha same znamke in če ja, kako ste to preverjali pa kako ste pravzaprav definirali uspeh? Konkretno pri temu projektu Fonda, ker so bili kot startup v bistvu čist brez denarja oziroma so imeli stroške grozne, smo bili zmenjeni, da smo bili plačani od procent od prodaje. Prosim? To je zelo enostavno, zmeniti se moraš samo od prodaje, ne od dobička. Dobiček lahko frizirajo, prodaje pa ne morajo, mislim. Maja je moje ime. Jaz bi se malo vrnila na to, kar ste prej govorili o skrbi za grafično podobo. Zdaj razumemo, da če je neka firma velika, ima lahko skrbnika, kakor ste rekli, gospod Skalar, ampak kaj pa pri primeru manjših naročnikov? Slišali smo, da recimo gospa neka ima niti, ona to zelo dobro obvlada, zato ker živi za to, ker ve pač, kaj ima, ker pač čuti te zadeve, ampak kaj pa recimo kakšni drugi naročniki? Kako bi se recimo pač vi vsi spopadali s temi problemi, da se podoba ne izvaja tako, kot bi se morala, a bi pristopili, a bi komentirali, šli na sestanke, kako bi se spopadali s tem? Mislim, po izkušnjah je ponovadi tako, da je zelo dobro, da se že od začetka z naročiteljem dogovoriš, ko prevzame celostno podobo, tudi če je manjši, za nek servis potem, ko on začne uporabljati celostno podobo. Kjerkoli elemente, karkoli, kar lahko potem on sam zdaj naroča do nekih ponovitev tiskov, do nekih sprememb v cenikih, programih, kakorkoli, tisto, kar misli, da bi lahko sam, da se že vnaprej dogovoriš, da
v bistvu, ali ti na nek način skrbiš, kako to zgleda, ali mu ti pomagaš zadeve organizirati, ali pa če te mogoče samo nekako obvešča o tem, kaj on počne, da ti v bistvu nekako pregledaš. Ne? Ker je dostikrat tako, da pri majhnih naročnikih so te stvari, se jim zdi pa kar naenkrat strošek. Ne? On naroči znak, naroči neko osnovno set, pa zdaj za oglas pa mogoče bom ali pa za nekaj, kar bom pa lahko mogoče tudi sam naročim neko nalepko, sam to. Ne? In če imaš dober dogovor z naročnikom, pa v bistvu jasno, kakšen servis mu lahko ti v bistvu nudiš, je ponavadi se te stvari da peljati tako, da ostaja dialog. Ne? Pri niti, to, kar sem prej pokazal, je to recimo že kar ugrajen v projekt, kar korona naredi, si želi, v bistvu me obvesti, vpraša, Primož, je tako zdaj ok, v redu, lahko naredijo drugače, prav, a ne gre naprej. Pri drugih moraš včasih ti sam malo opozarjati, ali pa slediš, kaj se zdaj s svojo podobo, ki si jo dal v bistvu v upravljanju drugmu, da bo lažje gradil brand napram naročniku, ko bo zdaj on s tistim dela. Ja, je to ključno, se da dogovoriti. Še kdo? Ja, če ne, jaz se rekel, vsaj kar se mene tiče, da je bil zelo zanimiv večer. Zahvaljujem za potrpežljivo poslušanje in pozornost. In hvala lepa. Seveda predvsem bi se pa zahvalil predavateljem, ki so predstavili svoje projekte in ideje in misli.